Beletrina v živo. Dober večer, spoštovani obiskovalci, gledalci in spoštovane obiskovalke in gledalke na predstavitvi knjige Kaj je Tržan? Obračun v Beletrini knjigarni v Mariboru. Kaj, dobrodošla in dober večer. Hvala. Kaj je Tržan? Je rojena leta 1986, je pesnica, pisateljica, esejistka, performerka in plesavka. Njena nova knjiga je njeno prvo prozno delo in kaj zanima me, kako si kot, bom rekla, da zelo priznana pesnica, Jenkova nagrajenka, se odločila, da zdaj prestopiš k prozi? Vprašanje je, zakaj sem toliko časa vztrajala s poezijo, ne? Lahko bi tudi tako obrnila. Povezano je s časom in prostorom. Jaz sem si ves čas želela iti ven iz poezije zaradi tega, ker je pač to, ima svoje omejitve, ne, poezija. Ampak se nekako ni to, ne vem, moglo zgoditi, ker sem bila z redno službo zaposlena, mentalno in fizično. Tako da pol je mene malo rešil COVID, da smo bili lahko doma in sem napisala svojo prvo zgodbo, to je ta, ki je notri s temi gobami. In pol sem ugotovila, da je to možno in da pač bi rada še. Obračun je naslov proznega dela. Zakaj tak naslov? Pardon. Ne vem, razmišljala sem pač, kaj bi bilo najbolj pošteno, a ne. Gre za neko držo tudi, a ne, znotraj knjige, ki jo zavzemam. Se pravi, izhajam, se mi zdi, zelo iz svojega enega telesa in se pravi, tudi liki, ki so bolj ali manj definirani v skladu s tem, koliko jim jaz to dovolim. In na tej ravni recimo se že dogaja nek obračun, a ne. Pač hotela sem dati glas temu ženskemu delu, ki se mi zdi, da pač ni dovolj zastopan. Drugače pa obračun na vseh ravneh, a ne, tudi z vidika tega, kaj zame literatura je in kaj spada pod neko formo poezijo, kaj spada pod prozo, roman, esej, kako se prostor in čas definirata znotraj ene forme in druge, tudi v navezavi na izkušnjo plesnega prostora. Spravi obračun z vsemi temi mojimi predstavami, tudi kaj nekaj meni pomeni in kako se v družbi nekaj bere. Kako ste sodelovali z urednico? Rekla si, da je to bil tudi čas korone. Ko se je torej pisanje zaključilo, kakšna je potem bila vajina pot do samega končnega romana oziroma proznega dela o romanu, če je to, ali če je to zbirna porazgodba, bomo še tudi spregovorili? Dobro, začelo se s tem covidnim obdobjem zaradi časa in prostora, ampak pol je to trajalo, ne, približno 4 leta. Imela sem že dogovor z neko drugo založbo, ampak sem pol zaradi finančne stiske, ker sem želela predujem, se ta predujem ni zgodil in sem šla iskat drugam in sem pošiljala tekst precej surovše v bistvu na veliko založb. In Tina Vrščaj se je edina odzvala na tak način, da sem začutila, da je začutila moj tekst in da se lahko še naprej pogovarjava. Imela sva eno srečanje v živo, ker sem videla, da je cela s tekstom, no? In to mi je dalo pol zagon za to, da sem stvari postavila malo bolj v skladu s tem feedbackom. No. Zelo organsko se bere sama knjiga, ampak kako bi jo ti definirala? Ali kot roman
esejistične prvine zaznati, tudi veliko poetičnih odlomkov. Ja, jaz mislim, da to je roman, kot ga sem si jaz privoščila. Zdaj, kaj roman v splošnem, nisem teoretika, ne, se s tem ne mislim ukvarjati, ampak kot rečeno, že marsikje, ne, jaz sem pesnica in sem povabila poezijo not, res vse pore tega pisanja. Zdaj, esej, ne, ki si omenila, esej sam kot forma ne dopušča neke te večje poetičnosti, ne, zato esej ne bi bil primeren za to, kar se je mogel povedati, ne. Medtem ko poezija ima pa svoje omejitve v tem, da imamo neko splošno zavest o tem, da je poezija zelo subjektivna, pa da in se to zamenjuje s tem, da je tudi že kar relativna v smislu dojemanja, kaj ne v smislu sporočilnosti, ampak v smislu dojemanja sporočilnosti na nekih več plasteh, no, mogoče tako. Se zgubila malo, ne, zato ker to so take stvari. Ja, ampak kaj je bilo vprašanje, sem zgubila. Ja, kaj je zdaj točno ali roman, kako bi ga ti sama definirala? Ja, se pravim, to je tako, kot bi se jaz lotila romana, kakor sem se jaz lotila. Že v tvojem eseju v Razpotjih si odprla formo razmisleka o ženski, kaj ta ženska zdaj je. In s tem se ukvarjaš tudi v poeziji, v obračunu pa dokončno obračuna z položajem deklice, ki odrašča v najstnico, ki ne sme biti problematična. Problematičen je lahko recimo najstnik oziroma fant. In potem žensko, ki kar naenkrat mora odrasti in je ta sistem ne spusti, ne dopušča biti umetnica. Eden izmed zelo pretresljivih odlomkov je, kot najstnica, namesto da bi se recimo posvetila obveznostim, torej nekim formalnim zadevam, raje ustvarja, ampak to ustvarjanje ni dopuščeno. Ja, zdaj, ko si omenila Razpotja, ne, to so bili res moji prvi poskusi pisanja, tudi eseja, tudi še mogoče malo naivno pisanje. Ampak ja, jaz sem takrat, so pa zelo iskreni teksti, ne, tako da iz tega imajo neko kredibilnost. Ja, jaz sem bila takrat, to je bilo točno takrat, ko sem zanosila, oziroma, ja, zanosila, se pravi, zdaj že 12 let nazaj, ne, in sem se soočila z dejstvom, da se bo mi življenje spremenilo v celoti, ne. In ker nisem bila klasično izobražena plesalka, sem pač samouk, itak povsod, karkoli se lotam, ne, ker imam pač drug način, kako pridem do stvari, enako že v šoli, kako sem razumevala stvari. In zdaj v Razpotjih takrat sem začela v bistvu zelo previdno izpostavljati ta problem, ne, da okej, jaz še nisem formirana plesalka, ampak vseeno bi pa imela neko razumevanje tukaj, ker sem zanosila in moram prekiniti s tem, ne, in kakšne so moje možnosti, ne? In te možnosti so se pol strmoglavile v bistvu, zato ker tudi pač oče otroka je, ne, sva se razšla in to, in pa si sam s tem in ja, nič, in se treba vzeti v roke in pol, ko se ugotoviš, da tudi prevzemanje odgovornosti ne pomeni samostojnosti, se pravi, ko sem se redno zaposlila, še kar ni bilo možnosti nobenih, ne, tudi za preživetje, ne, ker so to feminizirani poklici, delo v vrtcu in ne moreš praktično nič, ne moreš niti preživeti s tem denarjem, ne moreš niti kaj šele, da bi zraven še ustvarjal, ne. Tako da kar naenkrat te kup enih družbenih dejstev, ki sam gledaš, ne, kaj pa lahko, a ne. Medtem ko se za moškega ni spremenilo nič, razen tega, da je postal oče in da se ukvarja s tem, kaj čuti do otroka mogoče, a ne. Ja, tako da se mi zdi, da ta tvoja junakinja zdaj v samem romanu ves čas ne samo, da je torej empatična, da drugih vse skozi sprejema to odgovornost, ne? Ja. Tako da otroka in seveda celotnega sveta. Ti znotraj samega teksta, besedila se poistovetiš z vsemi oblikami izkoriščanja, od delavcev, živali, narave, otroka.
Ja, ta drugi del hiša, sploh namenjen temu kmetijskemu delu, ki se je meni zgodil, ko sem pustila redno službo v vrtcu, ki sem jo pustila v bistvu iz načelnih razlogov v covidnem času. Dobro, to je svoja zgodba. In sem iskala drugo delo, ob katerem bi še lahko bila ustvarjalna. Se pravi, da ne bi obtičala zgolj v poeziji, ampak ki bi mi omogočilo širitev na neko bolj kontinuirano ustvarjalno delo. In takrat se je pojavila ta informacija o tej kmetiji, ekološki kmetiji, in seveda si to predstavljaš romantično, sploh ker je ekološka. Ampak ni romantično, in prideš tja in ugotoviš, da ženske, ne glede na starost, ne glede na družinsko ozadje, delajo to delo vsak dan, 8 ur na dan, in delajo preko telesa. Ne vem, jaz sem po eni strani razvila strašno občudovanje do tega dela in do tega, česa so ljudje zmožni. Po drugi strani sem si pa mislila, a res, a kaj, a to je to, a ne. Seveda v takih delih pristanejo ljudje, ki nimajo izobrazbe ponavadi, ali pa ki se jim, kot se je meni zamerilo neko delo z ljudmi, zamerilo, v smislu mi je pustilo neke razmisleke, na katere nisem mogla odgovoriti. Tu tudi nastaviš ogledalo vseh tistih, ki so pogostokrat skriti in pogostokrat izkoriščeni. Na drugi strani pa prikažeš tudi ljudi, ki so pač dobro zastavljeni, imajo dobre temelje od že samega začetka, ali so to ekonomski, torej čiste okoliščine, ki jih v bistvu spodbujajo, da so lahko kljub temu, da mogoče nimajo tolikšnih kapacitet, ne na človeški, ne na izobrazbeni ravni, ampak lahko izkoriščajo. In ta mehanizem se mi zdi, da vse skozi lepo predstavljaš in mu na nek način skušaš kontrirati. Ja, tlej mogoče moja pozicija toliko specifična, da izhajam iz v bistvu dobro preskrbljene družine, in jaz sem imela kot otrok vpogled v to, kako je, ko ti nič ne manjka, razen ljubezni. Ja. In pol, jaz sem razvila odpor do tega, tekom odraščanja, do denarja in do privilegijev, zato ker sem videla, kako se ljudje, ki izhajajo iz tega obdobja, koliko malo empatije in videnja sveta imajo. In kako tudi ženska, ki je, tudi če je dobro preskrbljena, more videti ene stvari, ki ji niso dane, in tudi tam ni sposobna izstopiti iz tega patriarhata, ki vsem, tudi moškim, onemogoča, da bi dihali lažje. Tako da jaz sem iz te pozicije sem se želela odmakniti, ločiti te etične drže, s katero sem odraščala. In pol je težko priti mogoče do neke pozitivne naravnanosti, s katero bi pa vstopil v neko lažje življenje, na podlagi denarja. Ja, prav ta lahkotnost, ki jo ima ena družba oziroma en del ljudi, ki lahko na ta račun ubogih ljudi živijo. Zelo se me pa dotaknilo prav to, da je ta tvoja junakinja vse skozi zelo čista, na več časovnih ravneh poteka zgodba in se kot otrok spominja, torej junakinja, kako sta z mamo šli po Čopovi, kjer sta videli berača, in mama neki svoji drži ni želela pomagati temu človeku, deklici pa se ta človek zasmilil. Torej to razmerje med odraslimi in otroci pri tebi predstavlja pomemben simbol, kako ga je treba varovati, kako jih je treba varovati in v bistvu ohranjati to njihovo, na eni strani čistost in na eni strani ta njihov domišljijski svet. Kako si se lotila tega? Na eni strani je to zelo boleče brati in čutiti, kako lahko potem nek sistem uniči takšne otroke. Ja, mi na splošno naravno imamo neko predstavo, da otroci so čisti in tudi jasni, na nek način so, ampak pozabljamo pa tudi, da imajo modrost, neko. In mogoče kaj mene najbolj tudi
bremeni, tudi pol, ki sem delala v vrtcu, ki sem videla, koliko je enega pokroviteljstva v odnosu do ne samo njihove čistosti, pa domišljijskega sveta, ki je neokrnjen, dokler ni zasičen z nekimi poceni zgodbami. Ampak koliko oni znajo videti stvari veliko bolj realno, kot mi, in koliko malo prostora jim damo. Sej to sem jaz pol doživela tudi na ravni, kjer smo še eno pesniško zbirko za otroke, ker sem videla, kako v bistvu se razume otroško poezijo. To je še vedno v splošni zavesti nekaj, kar ne bi otroke zabavali, in kjer ne bi se otrok rad užival in sprehajal med besedami, užival v zvočnosti. Vse je na tej ravni buci-buca. To je toliko zgrešeno. Ves čas govorimo, kako cela naša družba temelji na mladih, še prej so bili pa otroci. Mislim, treba jih je spoštovati in jim dati vsebine, ki so jih vredne. To je tudi recimo ta konkreten primer, ko se junakinja pogovarja s krapom Kojem zaradi tele bajsko. Ta vsesplošna famoznost teh bitij, ki na eni strani v bistvu poneumljajo otroke, na drugi strani so pa izjemno priljubljeni v vseh možnih komercialnih potezah. Ja, mislim, telebajske sem dala čist iz zabave, moram priznati. Ker meni je odnos s krapom na koncu totalno zabaval, vem, jaz sem se imela fajn. In ker se mi je res pokazal kot samo svoj karakter in ni bil zasičen z mojim egom, medtem ko drugi liki so in z namenom. On je, predstavljala sem si ga, kako kot totalni outsider bi gledal te telebajske in njemu že beseda mu je, telebajsek. Pa tista fraza znotraj, ki jo v bistvu citiraš iz se. Ja, zdaj sem že pozabila, kaj sem pisala. Ja, ampak telebajske. Ja. Torej, zdi se še mi zelo pomemben motiv telesa, ki se skozi na neki točki vračaš kot v krogu, če se dotaknem naslova tvoje pesniške zbirke, in obračunavaš s telesem na eni fizični in psihični ravni, tako z lastnim kot s tujimi telesi. Ja, to je tudi mogoče ta performativni del tega pisanja. Se mi zdi, da to je, ko sem rekla, da zavzemam neko držo, predvsem fizično tudi, ko bi to povedala. Se imam en del je tak, ki zelo natančno o tem spregovori, se pravi, da je treba stopiti, da je treba zavzeti stališče, v odnosu do Karinta. Da je treba zavzeti neko stališče, kjerkoli, kadarkoli, zato da stališče v smislu tam, kjer si ranljiv, tam, kjer ni dovolj težnosti v družbi. Se pravi, če tako rečem zelo banalno, če imamo neko patriarhalno družbo, ki teži v eno smer, in se tudi feminizem pojavlja zgolj kot vzporednica včasih ali pa kot neka štrleča stvar, se mi zdi, da je pač zelo fajn težišče potegniti na neko čisto XY stran, pa mogoče tudi malo posmešiti ta feminizem, kar sem tudi naredila tleno v neki zgodbi, zato da se uravnovesijo stvari, če si zaradi tega malo baraba ali pa malo na egotripu, zato ker enostavno tega glasu še ni. In se mi zdi tudi dolgočasno ves čas poslušati in pisati neke zgodbe, ki jih vsi že poznamo, o nasilju, o tem in onem, se vsi vemo, kako gre. Tudi v tem sem hotela neko drugo formo v načinu izražanja in telo je eno izmed orodij, ki lahko nadomesti to kinematografskost literature, se pravi, kjer bralec sedi in sledi zgodbi in se stvari odvijajo. In on je, tudi če so ranljivi prizori, on še vedno tam. Je vse ok, ker je v mejah, kakor ne bi šlo. Kar pa obračun ni, ker obračun se čuti in res ni film. Kaja, čestitam za knjigo in vsem vam želim lep večer in hvala za vašo pozornost.
Hvala tebi. Beletrina v živo.